Za začetek pa bi mogoče vas vseeno izzvala k razmisleku. In sicer me zanima, kateri so pa po tvojem, torej po vašem, glavni viri mikroplastike v urbanih okoljih? Glede na trend, vidim, da največ prevladuje mnenje, da so glavni viri mikroplastike, da je promet in pa tekstilna industrija. Tako nakazuje, da smo današnje fokus teh webinarjev kar zadeli. Takole, zdaj imamo nekje 26 odgovorov, z nekje 20% prevladujeta promet in pa tekstilna industrija. Res je, tekstilna industrija, torej ti tekstilna vlakna so res eden izmed pomembnejših virov, tudi promet, industrijski obrati kot taki, odvisno za kater tip industrijskega obrata gre, ali v bistvu kot surovino uporabljajo plastiko, tako da to je odvisno od same surovine, ki jo uporabljajo. Odlagališča odpadkov so lahko vir mikroplastike, tudi v urbanih okoljih, predvsem tam, kjer so ta odlagališča, manj zavarovana ali pa slabše nadzorovana. Tudi gradbeništvo, o tem smo že tudi govorili, predstavlja pomemben vir mikroplastike, predvsem zaradi svoje obstojnosti. Tudi gospodinjstvo kot tako je, pristanišča kot taka tudi, zdravstvo mogoče neposredno malo manj, zato ker tukaj gre za, bomo rekli, zelo nadzorovane postopke zbiranja teh odpadkov, medicinskih odpadkov, ki ponavadi gredo v sežigalnice, kar pomeni, da je tukaj nadzor nad plastičnimi odpadki zelo dober. Prašne delce sem pa v bistvu dodala predvsem zaradi tega, ker, bomo rekli, mogoče ni tukaj prepoznan tako kot vir, so pa prašni delci, torej urbani prah, eden izmed pomembnih medijev, kjer mikroplastiko najdemo. In tudi temu bomo danes posvetili še nekaj besed.